Profesor Marko Mikuš, kot fizik delate tako v CERN-u v Švici kot na Institutu Jožefa Stefana v Sloveniji. Koliko časa ste že razpeti med te dve delovni mesti in koliko časa nameravate še tako nadaljevati? No, če bi bili samo te dve delovni mesti, potem bi bil jaz lačen, ne? Namreč osnovno plačo dobivam kot profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Koliko časa sem že razpet, odkar sem fizik? To je, rečemo zdajle pa že dobrih, kar rečemo Kristusova leta, se pravi 33 let. Nekako. In nadaljevali boste še? Dokler bom pri sebi, pa dokler se bodo našli taki, ki bodo verjeli vame. No, v CERN-u delate na Velikem hadronskem trkalniku Evropske organizacije za jedrske raziskave na obrobju Ženeve kot fizik osnovnih delcev oziroma eksperimentalec. Ja. Na kratko, lahko pojasnite Veliki hadronski trkalnik, njegovo zgradbo, njegovo delovanje? Ja, gre za trkalnik, se pravi, da na določenih mestih delci, ki smo jih v krogu pospešili, trkajo čelno. Zakaj to? Zato, da so potem produkti, ki pri tem nastanejo v povprečju pri miru in zato, da se vsa energija, ki jo ta dva delca s sabo nosita, gre za protona, se pravi, če hočete jedra vodikovega atoma, da se vsa energija lahko porabi za tvorbo novih delcev. No, pri takih trkih lahko dosegamo, zdaj novinarji imate najraje, koliko hitro grejo, ampak glede na to, da je že Einstein pogruntal dolgo časa nazaj, da je svetlobna hitrost meja za hitrosti delcev. Več kot do svetlobne hitrosti ne moremo priti, oziroma celo do svetlobne hitrosti ne moremo priti. Zato raje uporabljamo energijo, ker energijo pa lahko povečujemo kolikorkoli že. No, ta dva protona imata zelo veliko energijo, to energijo merimo v elektronskih voltih. Elektronski volt je zelo preprost, vsi ti delci imajo osnovni naboj in če bi jih dali na 1-voltno baterijo, bi pridobili energijo 1 elektron volta. No, zdaj seveda z enim elektronskim voltom ne morete kaj dosti početi. V televiziji pospešujete elektrone do energije recimo tam 30.000 elektronskih voltov. No, mi gremo tukaj do 7 teraelektronskih voltov. Tera pomeni po slovensko biljon. In zdaj, kaj je biljon? Biljon je milijon milijonov. Se pravi, 7 milijonov baterij 1-voltnih bi morali nanizati, zato da bi proton lahko pospešili do te energije. No, zdaj tega ne znamo, teh 7 milijonov baterij tudi mi ne znamo nanizati eno za drugo, zato uporabimo trik in prisilimo proton, da kroži. To je 27 kilometrov. 27 kilometrov je zato, ker pri tej energiji ga pa ne znamo zakriviti zadosti z magneti, se pravi, ga moramo počasi kriviti, oziroma to, kolikor ga lahko ga krivimo, da pride spet naokrog in vsakič, ko pride naokrog, ga malo udarimo, se pravi z električnim poljem, če hočete, z baterijo, mu damo še malo več energije in seveda, ker to zelo, zelo velikokrat pride naokrog, dobiva zelo, zelo veliko energijo lahko. Zakaj je trkalnik kot pravite, v krogu? Ja, zato, da isti delec lahko večkrat našeškate, če hočete. Vsakič, ko ga udarite po zadnji plati, ste ga malo porinili naprej in vaša roka ni prav energetska. Zato morate to velikokrat početi. To je smisel teh krožnih pospeševalnikov, je v tem, da isto napetost, isti pospešek lahko ponavljate. Praktično, teoretično, v nedogled, praktično se vam pa lahko iz orbite zmakne, se mu kaj zgodi po poti, tako da so vseeno te energije omejene. Razen tega so prvenstveno omejene s tem, da magneti, ki jih imate naokrog, zato da ta naboj potuje po krožnem tiru, da pride nazaj, so sicer supraprevodni, so
najboljši, kar se jih da narediti, ne, ampak kljub temu rabite 27 km kroga za to, da ga uspete počasi nazaj spraviti na prvotno mesto. Je pa trkalnik umeščen pod zemljo, ne? Trkalnik je umeščen pod zemljo, prvenstveno, niso vsi trkalniki pod zemljo, ne, ampak prvenstveno tam je Ženeva. Ne. V Ženevi, če bi vi hoteli tako parcelo kupiti, da bi naredili 28-kilometrski, 27-kilometrski predor pod njo, nimate tega denarja. Preprosto je zemlja predraga, je ceneje vrtati pod zemljo. Seveda, zraven, to zdaj kolateralna korist, če hočete, ne, je pa, da ne rabite toliko zaščite, recimo pred sevanjem, zaradi tega, ker sama zemlja zadosti dobro ščiti in tako naprej. Skratka, so poleg, seveda, razen tega, da morate vrtati pod zemljo, ne, ampak danes znajo vrtati. Danes vrtajo predore, razen mogoče našega Markovca. Ne, tako. Pa še ta je zdaj uspešna. Še ta je uspešna, pa se ni bila težava v vrtanju, ne. Težava je, pustimo kje, ne. Ampak predori danes niso več težava. Strojev je veliko in posebej, kadar stroji nimajo kaj delati, so sorazmerno poceni. Tako da, pa še to, ne, da ta predor ni bil zvrtan za veliki hadronski trkalnik, ampak je bil zvrtan že za prejšnji trkalnik, tako da je v bistvu zastonj, ker je recikliran, ne. Tudi fiziki delcev se včasih tako zeleno obnašamo, ne, da recikliramo. V enaki dolžini? Ja, isti predor je. To je isti predor, v katerem je bil prej veliki trkalnik elektronov in pozitronov lep. Pač, ja, tudi zato teh 7, oziroma v prvotnem načrtu 8 teraelektronskih voltov ni, ne, številka, ki je prišla iz neba, ne. To je pač največ, največ, kar se je dalo v obstoječ predor z tehnologijo supraprevodnih magnetov dati. To je to. Tako preprosto to izgleda. No, rekla sva, da ste fizik, eksperimentalec. Se pravi, da so nekateri pa vaši kolegi teoretiki. Kakšna je razlika? Ja, zdaj med vami, eksperimentalci, teoretiki, recimo na delo v tem trkalniku? No, ali pa tudi teoretiki zlezejo v trkalnik samo kot gostje, no, tako če malo se poheca. No, to področje fizike delcev je izjemno kompleksno, ne. Tako da dejansko je specializacija znotraj tega področja pravzaprav nujna. Praktično ni genija, ki bi obvladal, ne, vse od tega, kako stvari iz nekih prvotnih principov, ne, do neke pojavne oblike prignati, ne. To je recimo teoretik, ne. In potem, kako iz teh pojavnih oblik signal, ki ga lahko detektirate, izluščati, ne, in še zgraditi aparaturo, ki bo to znala narediti, ne. Ga ni, ne. Zdaj, seveda, vsi znamo o vseh stvarih nekaj povedati, ne, to nedvomno, ne. Ampak ne šteje, da znaš nekaj povedati, šteje, da znaš nekaj narediti, nekaj novega narediti na določenem področju. In tega brez specializacije ne moreš narediti. Ne moreš biti pameten v, recimo, grid računalništvu, ne, in hkrati z istim, seveda, grid računalnikom, ne, vrteti programe, ki znajo, recimo, enačbe, teorije v neko pojavno obliko, ne, ki se potem pojavi v eksperimentu, ne, ta kos, temu lahko rečete, da znate iz Lagrangiana zračunati določen proces, ne. Tega ni, ne. Tisti, ki znajo, tisti, ki obvladajo simbolne jezike v kvantni kromodinamiki, ne, pojma nimajo, na kakšnih sistemih dejansko se njihovi računi izvajajo. To, kot ste rekli, je trg
dveh protonov. Ja, trk dveh protonov je izjemno zapletena reč. Ne? Tam ne trkata dva protona pri teh energijah. Vsak proton je sestavljen iz 3 kvarkov, pa tiste 3 kvarke lahko takoj pozabite pri teh energijah. Med temi 3 kvarki frčijo gluoni, ki držijo v bistvu kvarke skupaj v proton. Ne? In te gluoni so pri teh energijah povsem samostojni, ne? Zato da lahko recimo gluon z gluonom trči. To je najbolj pogost proces, ki ga mi gledamo. Tiste 3 kvarkov sploh pravzaprav nimamo kaj dosti od njih, ne? Razen zgage. Ne? Tako da že to obvladati, ne? Kaj proton je, ne? Pri teh energijah, ne? In kaj je tisti prvotni proces, ki vam potem poraja nove delce, ne? Že to je pravzaprav tehnologija, ne? Zdaj lahko rečete temu teorija, lahko rečete temu fenomenologija, ne? Ampak v bistvu je to tehnologija, kako, ne, vi iz osnov kvantne kromodinamike, ki seveda lahko vi zapišete v enih parih vrstah, ne? Tisto osnovno zakonitost, ne? Ampak kako iz te zakonitosti dobiti potem, kako iz 2 gluonov recimo nastane Higgsov bozon, to je pa tehnologija, ne? In to tehnologijo mora nekdo obvladati. Ne? In če obvlada to, ne, praviloma, oziroma jaz ne poznam nobenega, ne, ki bi pa potem vedel, ne, kako produkt Higgsovega bozona se obnaša v detajle, ko prileti v detektor. Ne? Mora pa en poznati tisti svoj detektor tako dobro, ne, da bo za prmej lahko trdil, ali pa vsaj vedel, koliko ne more trditi, da je bil to ta razpadni produkt. Ne? Recimo. Ne? Skratka, tlele je ta mozaik, ne, ki vodi do nekega rezultata, je strahoten, ne, teh delov, če hočete, te sestavljanke, je tako zelo velik in za vsakim tem delčkom tiči v bistvu en genialc, ki je nekaj prignal do konca. Ne. Pa vse mora skupaj pasati. Ne. Tako kot pri puzzlih, ne, če je en delček, če ga malo falite, ne, ni puzzla, ne, ni odkritja. No, stvari so res kar zapletene, ne? In ukvarjate se s fiziko osnovnih delcev. Ja. Se pravi, s sestavo snovi, ki nas obkrožajo. Ja, no, pač sorazmerno ali pa na najmanjših dimenzijah, ki smo jih trenutno sposobni obvladati. Ne? Se pravi, kjer imamo orodja, da lahko dejansko kukamo na te majhne dimenzije. To so pač, zdaj kaj so delci? Ne? Delci so pravzaprav v neki definiciji, ne, vse, kar najdete v atomu, ali pa vse, kaj najdete v jedru, potem greste pa lahko še globje, pa rečete, recimo, pogledam še v sestavne dele jedra, se pravi v protone in nevtrone, in tam vidite kvarke. Tisti elektron, ki pa okrog frči po atomu, ne, tisti je pa tak, kot je bil že od takrat, ko ga je Thomson odkril. Ne, tako da... No, v zvezi z Nielsom Bohrom govorimo o... To je atom, ne? To je atom, ne? Tam je pač, tisti je bil ta prvi poskus, ne, kvantne mehanike, ne? Namreč treba je bilo razumeti, zakaj so atomske orbite stabilne. Ne? Zdaj pa govorite o standardnem modelu, ne, mislim? Ja, do standardnega modela je še dolga pot. Ne? Mislim, takrat je bil pozitivno jedro, pa negativen elektron. Ne? To je in pač po analogiji z Keplerjem, Newtonom, kar hočete, ne? Tisti je krožil okrog. Ne? Sam težava je bila, da v klasični elektrodinamiki, se pravi po Maxwellu, bi moral tak elektron, ne, in tudi to počne, ne, če ga imate v anteni, pa se gor pa dol gunca, seva radijske valove, ne, in seveda, če seva radijske valove, izgublja energijo. Ne, in... No, ampak ker fiziki skozi govorite o standardnem modelu, Ja. Nam lahko ga pojasnite? Mislim, Ja, zdaj standardni model gre širše. Ne? Tlele ste imeli samo elektromagnetno interakcijo, ne? Se pravi dva naboja, ki se med sabo privlačita, ne? V tem primeru, ker sta nasprotno značna. Ne? Zdaj mi imamo pa tle znotraj standardnega modela še dve dodatni interakciji, še dve dodatni sili, če hočete. Ne? Ena je tista, ki kvarke skupaj drži v recimo proton, pa nevtron, pa tudi še kaj drugega, ne? To je tako imenovana močna sila. No, potem imate pa še silo, ki je odgovorna
zato da sonce svet, če hočete čisto laično povedati, ne, se pravi, v soncu se vam morajo protoni pretvoriti v nevtrone, ne, in to ne gre brez te tako imenovane šibke sile, ne. In zdaj imamo te 3 sile in standardni model nam podobno kot je elektromagnetizem skupaj s pravo elektriko in magnetizem, ne, ki sta bila prej čisto dva ločena pojma v enotno teorijo, ne, nam standardni model to močno elektromagnetno in šibko silo v isti okvir sprav, ne, framework, ne. Se pravi, vi z istimi prijemi obvladate zdaj vse 3 sile hkrati, ne. To je osnova standardnega modela, no zdaj pa seveda vanj dajete pa, ko imate te 3 sile, ne, na razpolago, ne, ko jih znate formulirati, ne, dajete pa delce, ne. In zdaj od delcev, ne, dajete not kvarke, ne, ki jih pač imajo tudi naboj, pa tista močna sila jih skupaj veže, ne. Potem dajete leptone, ne, to so tako imenovani lahki delci, čeprav ta najtežji je kar dobro težek, ne, tipičen, znan predstavnik je elektron, ne, potem pa ima še starejše brate, no, in k elektronu zraven pašejo pa delci, ki jih pravzaprav tako niti ne znate prav dobro zaznati, čeprav to smo se naučili, ne, ampak veste, da morajo biti, ne, od tiste pretvorbe protona v nevtron, recimo na Soncu, ne, to so tako imenovani nevtrini. No, zdaj tole so delci, ne, potem imate delci snovi, če hočete, ne, potem pa vsaki sili, ne, morate pa tudi delce prirediti, ne, ki to izmenjavo sil regulirajo, ne. Pri elektromagnetizmu je to foton, ne, to je pač svetlobni delec, ne, ta posreduje elektromagnetno interakcijo. No, ko greste k močni sili, dobite pravzaprav podobne delce, to so gluoni, ne, to so tisti, ki med kvarki švigajo, s to pomembno razliko, da gluoni tudi sami nase delujejo, medtem ko foton tega ne počne, ker je nevtralen, ne. In pač gluoni, zaradi tega, ker sami nase tudi delujejo, ne, je stvar postane zelo, zelo, zelo zapletena, ne, vodi do kvantne kromodinamike, ki je pa seveda današnji čas kar dobro izračunljiva z pravzaprav dosti genialnimi prijemi, kako zdaj tisto tehnologijo do tistega pojava privleči. No, potem imate pa šibko silo, ne, tam pa je se vprašate, zakaj je tako šibka, ne, in se izkaže, da v principu niti ni šibka, ne, ampak je toliko močna, približno kot tale elektromagnetna, samo da jo ne posredujejo fotoni, ki so brez mase, ampak da jo posredujejo taki težki delci, ne, in za težek delc, ne, tvoriti, ne, je potrebna velika energija, ne, in to se zelo malokrat zgodi, zato je šibka sila tako šibka. To sta tako imenovana šibka bozona, dvojni V pa Z, Nobelova nagrada tam leta 1984, če se jaz prav spomnim, Carlo Rubbia pa Simon van der Meer, ne. Ja, se mi zdi, da skoraj neeksperimentalna, vse ostale so teoretiki potem pobirali za seveda tudi eksperimentalne potrditve. No, to je ta menažerija, ne, ki pa ima en defektek, ne, ki smo ga odpravili pred 3 leti zdaj, ne. Namreč, zato da znate tele reči pošlihtati, ne, vam nekaj manjka, ne, in manjka vam Higgsov bozon, ki pravzaprav poskrbi za to, da vsi ti delci dobijo lahko maso, ne da bi uničili lepoto teorije, ne, se pravi, lepota teorije je tisto, da znate nekaj izračunati, ne. In pač, če bi maso skušali na drug način, kot s Higgsovim bozonom pripeljati, je rabite jo pa, recimo že pri šibkih bozonih jo rabite, ne, bi bili v računskih težavah, ne, v bistvu se izkaže, da nič ne bi znali izračunati, ne, kar pa pač ni teorija, ne, to pač lahko s tem v filozofiji izhajate, v fiziki pač mora teorija vam nekaj konkretnega pokazati, ne, mislim, nekaj za nas eksperimentalce, da moramo pol meriti, no, vse.
To je kar No, zdaj luštno. zanimivo, ne, mislim, pred 3 leti, ne, Ja. ste ga dokazali, Ja. Higgsov bozon. Ja. Javnost ga je zelo dolgo čakala in tudi govorila o tako imenovanem svetem gralu. Ja, Ki to je- je dobro, karkoli so mu že dali ime, ne, to pravzaprav o teologiji zdaj upam, ne bova tukaj razpravljala. Ne, to je pristojnost nekoga drugega. Tako, absolutno. In ja, glejte, težko je, ne, kaj ne rečem drugega, ne. Pač o tem delcu smo vedeli praktično vse, o njegovem delovanju in tako naprej. Ampak kljub v bistvu številnim eksperimentalnim podatkom, ne, v katerih je nastopil, ne, se ni dalo točno ugotoviti, kakšno maso ima. Za delec je bistveno, da veste, ne, če ga hočete imeti, ne, da mu znate maso določiti, ne, da veste, kje je, kako je in tako naprej. In tako, iz prvih principov bi lahko imel pravzaprav skoraj kakršnokoli maso. Ne. Tako da ga je bilo zmeraj luštno iskati. Ne. Zdaj seveda, malo manj luštno je bilo, ko ga nisi našel. Ne. In seveda, za vsako maso ste imeli kar recepte, kako ga iskati. Ne, ker pač je bil tako dobro poznan, ne, njegova interakcija z ostalimi delci, to je znotraj standardnega modela, tam je ne samo en, ampak pač nekaj členov noter v tisti osnovni enačbi, v tistem Lagrangianu, ne, ki pač imajo Higgsov delc noter, ne, pa njegovo maso tudi, sam ne veste, kaj za maso noter dati. Če daste noter maso, znate izračunati. Ne. In seveda, za vsako maso so imeli ljudje kar recepte, kako ga iskati. Ne. Težava je bila samo, da pač, ko so prečesali mase, ki so jim bile dosegljive, ga ni bilo. Ne, zato so pač je bil ta korak z velikim hadronskim trkalnikom, ne, seveda usmerjen, ne bom rekel samo, ampak to je bil pač udarni namen, ne, tega trkalnika je bilo počistiti to vprašanje obstoja Higgsovega bozona, ne, zato je bil koncipiran tudi kot hadronski trkalnik, kjer imate vse sorte možnih energij trkov, ne, in oba dva, vsaj ta večja detektorja, sta imela v sebi vgrajen mehanizem, kako vse recepte za mase Higgsovega bozona, tam od okoli 100 gigaelektronskih voltov do približno 1000 gigaelektronskih voltov, kako to območje prečesati. Nad 1 teraelektronskim voltom Higgsovega bozona pravzaprav nihče niti ni pričakoval, oziroma če bi bil tako težek, bi ga skoraj ne bi bilo. Ne. To je zdaj seveda malo težje razložiti, ne, ampak nekako se čas obstoja tega bozona je obratno sorazmeren z njegovo maso, pa ne samo pač z neko veliko potenco. Skratka, če bi bil zelo težek, praktično ne bi živel. Ne, že tako živi zelo malo časa, ampak toliko, da še nekaj zgage naredi. Ne. Medtem ko če bi bil veliko pač težji od 1 teraelektronskega volta, so mehanizmi računi so drugačni. Mislim, pa pustiva to. Ne. Skratka, mi smo takrat, ko je bil ta koncept velikega hadronskega trkalnika narejen, je bil z mislijo, da se enkrat za vselej razčisti, ali standardni model dejansko, ne, je stanje v naravi pri teh energijah, ne, ali mu kaj manjka. Ne, se pravi, ali je treba kaj spremeniti, je treba ta mehanizem Higgsov na novo premisliti, so bili premisleki že prej narejeni, kup idej, kako stvari drugače narediti, ne, ampak Higgsova, oziroma ne samo njegova, ne, tam je treba le vsaj 6 ljudi omeniti, ki so pač hkrati prišli na isto idejo, kako to dilemo mase rešiti, ne, je bila toliko elegantna, da pravzaprav razen tistih, ki so tisto teorijo postavili drugačno, ne, niso prav dosti
dobro verjeli, niti še vprašanje so oni verjeli sami vase, ne, ampak ja, ne. In zdaj seveda se je izkazalo, ne, da pravzaprav za sam Higgsov bozon, ne, je bil trkalnik celo mogoče predimenzioniran, ne. Prvič smo ga našli že sorazmerno zgodaj, drugič smo ga našli pri polovični energiji trkalnika, ne. Ampak je treba le vedeti, ne, da, ne, po prvih napovedih in izračunih mi Higgsovega bozona še danes pri tej energiji ne bi smeli imeti. Ne. Tule dejansko so detektorji opravili strahotno dobro delo, ne. Dejansko ljudje niso verjeli, da bodo te aparature tako dobro delale. Če pogledate na konference 10 let nazaj, napovedi, koliko podatkov rabimo mi za Higgsov bozon pri 125, no, verjetno je bilo pri 120, ampak se vse, ne, gigaelektronskih voltih, vam bodo povedali, da bi rabili vsaj 3-krat toliko podatkov, kot jih imamo zdaj. Ne. Se pravi, te stvari včasih gredo celo v pravo smer, ne, v tisto, ne, boljš, kot smo načrtovali. Kar je seveda v prid vam vsem. To je v prid nam vsem, ne, zdaj seveda obstaja druga reč, ne, da se reči v fiziki visokih energij, ne, zmeraj zgodijo kasneje, kot so načrtovane, ne, načrt je absolutno najbolj zgoden termin, kot se bo stvar zgodila, ne, ampak vsaj v zmogljivosti, ne, pa včasih presegamo svoje napovedi, ne, kar je tako, kot pravite, ja, to je hvale vredno, ne. No, ampak recimo v zvezi s tem standardnim modelom omenjate izmuzljivo gravitacijo. Kaj je zdaj s tem, zakaj je izmuzljiva? Gravitacije v standardnem modelu po pravici povedano sploh ni, ne, zdaj seveda tak, bi rekel, izgovor, ki prav pride, je, da v tem svetu ne rabimo. Ne, gravitacija je tako zelo šibka, ne, da v svetu osnovnih delcev, se pravi to, kar mi merimo, ne, nima absolutno nobenega vpliva. Zdaj, seveda, ne, ko greste pa na teoretično stran, ne, je pa gravitacija ena od 4 osnovnih sil, ne, in če ste 3 uspeli skupaj spraviti, ne, se seveda čisto legitimno vprašate, zakaj pa še 4. ne. A to za teoretike, za eksperimentalce? Za eksperimentalce v bistvu mi gravitacije na velikem hadronskem trkalniku ne rabimo. Ne, nas ne moti. Nima vpliva, nikakršnega. Ne. Seveda, ne, ima pa vpliv, ne, ko te naše sestavne dele, ne, zgnetete v vesolju v singularnost, ne, se pravi v veliki pok, ne, ja, tam je pa samo gravitacija, ne, če hočete, ne, oziroma tam naj bi postala gravitacija tudi ena od 4, rečemo temu, enakovrednih ali pa poenotenih sil, ne. Zdaj, težava pa je, ne, da gravitacijo na velikih skalah sorazmerno dobro razumemo z splošno teorijo relativnosti, ki je pač 1915 Einstein, ne, se pravi, to je daleč nazaj, ampak to fenomenalno deluje na astronomskih skalah, ne. Težava je pa, ko jo skušate pa vi ves vesolje stlačiti skupaj, ne, v singularnost, ne, se pravi, ko naj bi se te sile poenotile, ne, pridete pa do izjemno zapletenih reči, ne. Zdaj, jaz detajlov o kvantni teoriji gravitacije ni šans. Vem, da pač rabite dodatne dimenzije, če hočete z določenimi orodji, ki bi bila uporabna tudi za fiziko delcev, ne, se pravi tudi za te 3 sile, ki so že v standardnem modelu, ne, napast, rabite dodatne dimenzije, pridete tam do nekje 11, 10, 12 dimenzij,
ne morete pa to obvladati, geometrija postane čudna, te topologije, ne, so izjemno težko tudi predstavljive, v glavnem računi so pošastni in kar obvladajo baje teoretiki že kar nekaj let, je, kako so stvari v tistih super strunah na tistih 11 do 12 dimenzijah. Kako stvari na 4 dimenzije prostor časa spustiti in kako dobiti napovedi, ki bi bile eksperimentalno preverljive, ne, iz tiste teorije, ki je baje konsistentna, lepa in tako naprej. Tega še ni, oziroma ni že dolgo vrsto let. Zdaj lahko rečete, ok, če smo mi rabili 50 let za to, da smo Higgsov bozon, kjer je bilo vse jasno, ne, razen mase, ne, da smo ga zmerili, ne, mogoče je treba tudi teoretikom pustiti, ne, 50 let. čas za to, da bodo morebiti znali iz tistih 12 dimenzij dati neke preverljive rezultate in da pač to ne bo filozofija, da nekaj štima v 12 dimenzijah, ne, ampak da bo pač nekaj, kar bo imelo, upajmo, da rezultate, ki bodo eksperimentalno potem tudi preverjeni, ne, mislim, ali pa uvrženi, ne, samo da nekaj je, ne. Težava dejansko v tej zmuzljivosti je to, da vse lepo izgleda, pa nič ni, ne, se pravi, nekaj bi bilo dobro imeti, da bi lahko, ne, ti tudi diskriminiral, ne, ker to ni samo ena teorija, ne, to je veliko nekih modalitet te supersimetrije, ne, teh superstrun, ne, ki vsak verjame, ne, ampak verjame z nekih recimo estetskih, konsistenčnih, ne, bolj, človek bi rekel, no, na pol filozofskih, ne, temeljih. Jaz imam pa rad nekaj, da vidim, ne, oziroma da znam, da imam orodja, s katerimi se lahko tega lotim, ne. Podobno je tudi pri teh kozmičnih teorijah, ne, tam seveda tudi ne boš mogel nikoli priti do tistih reči, ampak, ne, tam pa so napovedi, ki se jih da po nebu ali pa pri nas, ne, pogledati, ne, a držijo ali ne, ne, in vsako tako, če hočete, vsak tak napredek temu rečeva astronomija, rečeva astrofizika, ne, je prinesel neke tudi potrditve teorij, ki so se zdele od začetka tako malo, ne, da bodo ostale na nivoju filozofije, kaj jaz vem, to prasevanje, pa pol fluktuacije v prasevanju, so pravzaprav ljudem nekako potrdile, da na velikem poku nekaj je, ne, čeprav že Hubbleovi poskusi pač dlje kot je, hitreje gre od nas, ne, že to je dal, ampak to prasevanje je pa nekaj takega, da dejansko lahko začnete stvari ne samo, ja, verjetno tako je, ne, ker lahko začnete ta dogajanja kvantificirati, ne, in tle tudi pri teh superstrunah bi mi rabili nekaj, da bi lahko začeli, ne, tisto zgradbo kvantificirati, ne, žal, ne, tega, pa če sva optimistična, lahko rečeva, še ni, ne. Pesimizem pustva pa komu drugu. Profesor Mikuš, po odkritju ali najdenju Higgsovega bozona ste potem trkalnik ugasnili, ne? Zdaj mislim, da... Malo smo še tam, No, ampak odkrili smo ga približno, pred 3 leti, ne? ja, ampak 2-krat več podatkov smo še nabrali, kot do takrat, Ampak ko potem smo je ga bil odkrili. pogašen? Ja, pač se No, postane letos- dolg čas. Ja, letos ste ga pa ponovno zagnali, Ja. sicer skoraj 90%, ne, približno, ali pa 100%, Ja. cirka, ne, Odvisno z večjo močjo. energijo, naj rečemo, ja. No, energijo.
Koliko ste rekli, da imate zdaj 13? Zdaj smo srečni pri 13 teraelektronskih voltih, žal pa pogosto strkov še ni čist ta prava, ne. Zdaj trenutno imamo okoli 30 podatkov, kot smo jih prej v 3 letih nabrali. Upanje je bilo, da bi imeli do danes tretjino, ne, se pravi, ni optimalno iz več razlogov, ne. Glavni razlog je pa spet, ne, reči so zapletene. Reči so tehnološko na meji in to ne samo na enem področju, ampak povsod, kamorkoli pogledate, ne. In ko enkrat delate v takem ustroju, ne, kjer je vse tehnološko na meji, gre, samo pa kakšna stvar tudi narobe. In to ponavadi ona, ki je tehnološko pravzaprav najmanj zahtevna, ne, zaradi tega, ker se ji preprosto ne posveti zadosti pozornosti in potem pač stvari same od sebe ne delajo, ne. In pač se ve, kaj je narobe, se ve, kaj narediti, se seveda na določenih področjih je trkalnik že več naredil, ne, kot bi v tem času moral, ne, ampak podatkov za fizikalno analizo, ne, je pa, tako bi človek rekel, okrog 10-krat manj, kot smo pričakovali. Ampak glejte, mogoče pa samo zalet jemljemo, pa bo do konca leta načrt vseeno izpolnjen, ne. Itak, ne, to povečanje energije, to ni zastonj, ne, in zdaj, če sva rekla, da raznih katastrofičnih reči seveda ne moremo narediti Zemlji, ne, jih pa lahko naredimo trkalniku, ne. Trkalnik te protonski curki mimogrede navrtajo, če zaidejo s poti. Če niso v vakuumu, naredijo luknjo skozi želez. Ni problema in potem imate katastrofo, ne, katastrofo finančno in seveda tudi znanstveno, ker potem pa res reč ne dela kakšen let ali pa 2, ne, ker jo treba popraviti, tako kot je bilo leta 2008, ne. In je treba previdno postopati, je treba res paziti, da vsi varnostni sistemi mogoče ne samo 100-odstotno, ampak še kaj več delujejo, ne. In seveda to terja čas, ne, in prehitevati se ne da. Tako da pač, ko bo. Jaz mislim, da trenutno za osnovno razumevanje procesov, recimo standardnega modela, pri teh energijah imamo itak zadosti podatkov, tako da teh osnovne reči, da vidimo, kako detektorji delajo, da pač tudi vidimo, kako se standardni model pri tej 2x večji energiji obnaša, to je nedvomno, zadosti. Ampak za kaj novega videti je pa še precej premalo, ne, bi morali imeti tako prekleto srečo, da bi v teh podatkih že imeli zadosti signala česa zares novega. Tako da tule bo treba pa še počakati. Raziskujete tudi temno snov in temno energijo, ne? Do temne energije, ko mi bo nekdo povedal, kje jo iskati, bomo mogoče tudi to pogledali. Zaenkrat ne, zaenkrat temna energija ni predmet našega raziskovanja. Temna snov pa seveda, ne, temna snov, zdaj, če najprej na kratko ponoviva, ne, kaj to je, ne. To je pač snov. Tu so bolj teoretiki pri energiji doma, ne? Ne, pri temni energiji ne, to je eksperimentalna reč. Ja. Teoretik ta zadnji, ki je temno energijo napisal, je bil Einstein, pa se je pol kesal, da je pač en člen dal v enačbo kar tako, ker je hotel imeti statično vesolje. Daleč naprej v razumevanju tistega člena, razen da se stvar obnaša kot ta člen, da razganja stvari narazen in da se da pač efekte tega pospešenega napihovanja vesolja zmeriti, ne. Ja, so ideje, kaj bi lahko to napihovanje spet povzročalo, ampak zgolj ideje, ne, do recimo tega, da bi bil to neki delec, ne, ki bi pač v nekem
faznem prehodu nastopov, ki se bi dogajal zdaj v tem vesolju. Ja, 100 velikostnih redov narobe je že kdo kaj izračunal, ne, ampak bližje temu pa niso prišli, ne, tako da pustimo spet čas v čas, ne. Predvsem se mi zdi pri temni energiji, da je fascinantno že to, da so iz teh astrofizikalnih meritev uspeli to izluščiti, ne, zdaj seveda ne morem mimo tega, da pred kratkim sem na arhivu zasledil pa en članek, ki trdi, da se da tudi brez temne energije shajati. Tako da, glejte, stvari so, bomo na konferenci videli, kaj bojo najnovejšega tudi o tem. Da ne bova samo o energiji, temni energiji. No, masa pa seveda, ne, temna masa je nekaj, kar pravzaprav čisto naravno nastopa v nadgradnjah standardnega modela, recimo v supersimetrijah. Zdaj, tam spet ni nobena težava temno maso konsistentno pričarati, ne, težava je, da k tej temnim delcem ne sodijo tudi oni vidni delci, ne, in da zdaj optimisti pravijo, da smo jih pol že videli, ne, pesimisti pravijo pa, da nobenega tistega supersimetričnega partnerja še nismo videli, ne, in to je dejansko oboje res, ne. Supersimetrija ima seveda razen tega kozmološkega aspekta s temno maso še nekaj drugih takih estetskih, ne, prednosti. Ne, ta simetrija je krasna zaradi tega, ker vam v bistvu Higgsov bozon potem postane nekako stabilen bolj, ne, in Higgsov bozon smo videli, se pravi je dokaj, no, če temu rečete stabilno, ampak je, no, rečemo temu je. In iz teh razlogov je seveda supersimetrija zelo tako bi bila dobrodošla, ne. Težava je pa, da dejansko pri energijah, kjer mislimo, ne, oziroma po nekaterih modelih, ne, bi morali že kar nekaj videti, nismo še nič videli, ne. Pa znamo gledati, pa znamo najti, ampak tule lahko kvalificirano rečemo, da ni, ne. Seveda, stvari so tudi tule modelsko zelo raztegljive kot čigumi, ne, in ja, ne, pa če se malo stvari drugače koeficiente naštima v tistem modelu, ne, se pa stvari malo po energiji gor splezajo, ampak to je nekaj, ne, kar je treba tudi vedeti, ne, tako kot sem takrat rekel, da od teh superstrunašev bi bilo fajn nekaj imeti, ne, neko napoved, pa tudi če tega ne bi našli, bi vse nekaj vedeli, ne, o tem, kaj se tam v tistih vrhnjih nadstropjih dogaja, ne. Ravno tako je tukaj pri supersimetriji, ne, to, da mi nismo našli, ne, to daje vodila pač načrtovalcem, če hočete, oziroma modelarjem, še jih drugače imenujeva, ne, da pač se bolj osredotočijo, ne, na tiste modele, ki še zadoščajo temu, da nismo nič videli, ne, in da morebiti tam kaj najdejo, ne, kam jim narava, kam jih usmerja, ne, kam jih eksperiment narava, ne, gledanje narave, kam jih usmerja, ne, katere pojavne oblike so zdaj pač, ne, tiste, v katere je treba več investirati, ne, oziroma mehanizme najti, ki mogoče reči tudi včasih poenostavijo in ki pač, če imate preširoko odprto področje, ne, lahko zelo povrh vse pogledate, ne, ker pač ljudi je končno mnogo, tudi teoretikov. In pač zdaj, ki ste jih malo presekali, ne, so bolj fokusirani na tisti kos, ki je še ostal, in mogoče bojo pa kaj bolj pametnega tudi pogruntali, ne, po domače rečeno, ne. Tako da nič videti je včasih tudi dobro, ne, no, boljše pa nekaj videti, ne, tako da ne bom preveč pretiraval s tem, nič videti je lepo. No, Lepše je nekaj videti. govori eksperimentacija. Ja, itak. Ja. Omenili ste mednarodno konferenco, ki bo tam po 20. avgustu v Ljubljani.
Gre za konferenco, mednarodno konferenco fizike visokih energij in svetovna fizikalna javnost se bo zbrala tu. Predavanje pa so najavile že tako rekoč vse svetovne avtoritete. Lahko nam nekaj poveste o tem, kje bo fokus te konference? Ja, tukaj to je ena izmed takih preglednih konferenc, ki pravzaprav sega tako z enimi, rečemo, z eno tretjino časa tudi preko tega ožjega okvira fizike visokih energij ali pa fizike delcev, če hočete, ne, se pravi, zraven imamo precej močne sekcije tudi o astrofiziki, o kozmologiji, tako da te, rečemo, sorodne duše, ne, tudi o gravitacijskih valovih, recimo, ne, je eno predavanje. Skratka, gre za pravzaprav konferenco, ki je ekskluzivno pregledna. Se pravi, razen posterjev, plakatov, kako se temu že po slovensko reče, so vsa predavanja plenarna in pregledna, ne, se pravi, vsi govorci morajo pregled čez en del področja pripraviti in naravno je, da za govorce izbiramo avtoritete na teh področjih in moram reči, da pravzaprav z naborom govorcev nismo imeli nikakršnih težav, ne, to kaže na prestižnost te serije. Tradicija oziroma, bi človek kar rekel, zahteva International Union of Pure and Applied Physics, ki je pravzaprav patron te konference, je, da se v okviru konference pripravi tudi poljudno javno predavanje. No, tukaj smo imeli pravzaprav srečno roko. Uspelo nam je dobiti profesorja Alana Gutta iz Massachusetts Institute of Technology oziroma MIT, ki je utemeljitelj kozmološke inflacije. Se pravi, imeli bomo dejansko poljudno predavanje, ki mislim, da ga Ljubljana še ni imela na področju znanosti. To je malo neskromno, ampak mislim, da dejansko tako je. No, to kaže tudi na to, da danes smo na Facebooku kreirali dogodek in v 4 urah je 340 ljudi reklo, da pridejo. Kar nas majčkeno že skrbi, ampak mislim, da tisto dvorano lahko tam skoraj do 1000 ljudi pojačamo. No, zanimivo področje in seveda je zanimiv interes, ne? Gotovo, ne, mislim, to tudi mogoče v odgovor tistim, ki trdijo, da Slovencev znanost ne zanima. Zanima jih, če je ustrezno kakovostna in ustrezno predstavljena, ne. To ni dvoma. Je pa res, da to je zelo popularna tema, vzporedna vesolja in tako naprej. Nedvomno je težko, ne, na druge limanice ujeti toliko ptičkov, ne, pa ne bom zdaj rekel, da smo jih na limanice, meni se zdi, da bo zelo, zelo dobro predavanje. Profesor Miko, še nekaj. Kako se pa vi kot fizik, ki nenehno proučujete osnovne gradnike snovi in razmišljate o njihovem vzajemnem delovanju, iščete še nove in nove delce, določate njihovo vlogo, kako se soočate s sedanjimi življenjskimi zagatami in pa, bomo rekli, ne vem, nekakšnimi družbenimi problemi? Nekoč ste mi namreč dejali, da znanje včasih pomaga oziroma da ne škodi, ne, pri reševanju. Ja, glejte, to je tako, ne. Brez znanja, ne, bi bilo človeštvo v votlinah, bilo bi ga bistveno manj, kot je zdaj, mogoče bilo enim to sicer všeč, ampak po moje v votlini nikomur ne bi bilo všeč. Se pravi, znanje je pravzaprav in pridobivanje znanja je ena izmed osnovnih nalog družbe. Ne? Brez tega
po mojem skromnem mnenju, si nobena družba ne more obetati, da bo preživela, napredovala, oziroma rečeva tudi živela tako, kot zdaj živi. In v tej, recimo, naši ožji skupnosti, imam včasih občutek, da ljudje mislijo, da se nam je dobro. Pa se tudi, če zdaj samo tako delamo, pa s tem znanjem, ki ga imamo, se ni tako slabo. Ja, ljubčki moji, tako ne gre, tako svet ne deluje. Svet gre naprej. Za isti standard je treba ne delati več, znati več. Delati stvari, kjer je več znanja vključenega. Ta naš standard ohraniti s parolami iz 50-ih, 60-ih, zaradi mene leta 68, Ja, takrat je bilo luštno zasesti filozofsko fakulteto, takrat so bile tiste reči nekaj, kar je vodilo v napredek. Ampak z istimi parolami danes ne bomo prišli naprej. Ne samo, da ne bomo prišli naprej. Šli bomo nazaj, dol. Se ne da se ustvarjati brez znanja. To je Evropa že zdavnaj spoznala, mogoče majčkeno prepozno, ker Američani, Japonci so to prakticirali že veliko prej. Pa se ni treba samo Američane pa Japonce pogledati. Poglejte Korejce. Korejci so dejansko pred 30-35 leti bili reveži, ki so bili lačni, južni Korejci zdaj govorim, in ki so mogoče po standardu celo zaostajali za Severno Korejo. Poglejte danes. Jaz sem bil v njihovih ladjedelnicah. Me ni treba prepričevati, kaj tehnologija pomeni. Kaj so zdaj naredili z denarjem, ki so ga iz te prvotne akumulacije naredili? Postavljajo science centre. Zakaj? Zaradi tega, ker hočejo še bolj živeti. Hočejo razvoj imeti, hočejo imeti znanost. Vabijo ljudi v svoje centre, ki pravzaprav grejo tja zaradi tega, ker jim nudijo vse. Od denarja do opreme, do ljudi, kar hočete. Zakaj? Naši bi rekli, ja pa naj raj neoliberalizem, pa naj raj to, ne vem, Hyundai ne plača. Hyundai ne bo tega plačal. Plačal bo tisti, ki je za to zadolžen. To je država, to je Republika Koreja to plača. Ne Hyundai, ne Samsung, ne LG. Ampak to lahko našim razlagate, pa zdaj ne vem, ali ne razumejo ali pa nočejo razumeti. Jaz mislim, da to mi brez razvoja ne bomo šli nikamor. Samo izobraževanje je sicer hvale vredno, ampak brez znanosti, brez razvoja, ki temelji na znanosti, ne bomo s samim izobraževanjem nikamor prišli. Ne bomo imeli ne ljudi, ki bi vrhunsko izobraževali, to se nam že tudi malo pozna, če vas zanima. In seveda, tisto, kar bo izobraženo, ne bo imelo znanja stvari poriniti naprej. Kaj pa pol? Jaz bom še preživel. Zame me ne skrbi, ampak za moje otroke pa za vnuke me pa kar dobro skrbi, kako v taki družbi neznanja pravzaprav, kje napredek iskati in kje svoje mesto pod soncem.